Minuli vikend pa so svoje prvo prostovoljno samotestiranje izvedli slovenski dijaki. In to le mesec in pol kasneje, kot je bilo prvotno dogovorjeno. Kar pa dijakov ni niti malo zmotilo, ker so pri teh letih itak vajeni dogovarjanja, kdaj bodo lahko nekam vtaknili svojo palčko. Pa se pa to zgodi veliko pozneje, kot je bilo načrtovano. Še vedno govorimo o samotestiranju, da se nas česa drugega predstavljam sem. Pokvarjenci vi! Slabo mi je od vas! Šole so svojim dijakom torej končno sporočile, da lahko prevzamejo teste, pri tem pa naletele na najbolj pričakovano presenečenje. A odziv je bil precej skromen. V nekaterih srednjih šolah lahko tiste, ki so se odločili za prostovoljno samotestiranje, ki bo potekalo vsakih 7 dni, preštejejo na prste ene roke. Iz tega videa smo videli, da je nekaterim slovenskim dijakom vseeno za obljube, ki so jih dali pozim, in da na nekaterih slovenskih šolah res ne obvladajo rodilnika. Mislim, tle sta možni samo dve rešitvi. Ali dopišejo še črko A na konc, ali pa dodajo še en stavek na začetku, če gre slučajno za srednjo šolo v Velenju. Zanimanje za samotestiranje naj bi po prvih ocenah bilo največje na gimnazijah, najmanjše pa na srednjih poklicnih šolah. Zgleda se gimnazijci zavedajo pomembnosti preventive, medtem ko dijaki poklicnih šol še vedno prisegajo na metodo fant pazi. Fant nikoli ne pazi, verjemite mi, ker jaz sem fant. K sreči imajo slovenski ravnatelji že pripravljene rešitve. Kako povečati zanimanje za samotestiranje? Če bi te teste lahko uporabljali oziroma prikaz, da so negativni, uporabljali tudi kje drugje, recimo v avtošolah, ko grejo na kakšen koncert ali ne vem kaj, mislim, da bi bil interes bistveno večji. Ja, naval na teste bi se precej povečal, če bi negativen rezultat obveljal tudi pri vstopu v avtošolo. Še večje zanimanje za samotestiranje pa bi najbrž zabeležili, če bi pozitivni rezultat na COVID testu obveljal tudi pri matematiki. Zdaj pa pojdimo k cepljenju, kjer imamo tokrat odlično novico. Ta teden nam je v Sloveniji uspelo doseči 100% precepljenost med tistimi, ki bi se radi cepili. Če pa govorimo o splošni populaciji, pa rajš ne po cifrah. Mnogo večjo gnečo kot cepilni centri te dni beležijo klicni centri za informacije o koronavirusu. V nasprotju s cepilnimi centri se ti potrudijo, da stranka dobi točno to, kar želi. Vsakemu se res natančno posvetimo, z natančno razlago. Moram reči, da nas kličejo tudi računalniško precej slabše opismeni ali pa sploh neopismeni ljudje. Da kličejo računalniško nepismeni ljudje. Nemam pojma, o kom govori. Vem, da ne govori o najstnikih. Pa ne zato, ker so računalniško pismeni, ampak zato, ker so sposobni komunicirati sam prek aplikacij. Da so se na klicnem centru resnično pripravljeni potruditi za vsakega klicatelja, nam zgovorno priča naslednji podatek. Pred 2 dnevoma so imeli rekordno dolg pogovor, ki je trajal 1:35 minut, saj odgovora ne vem, ne poznajo. Po eni strani gre res za strogo strokovno medicinska vprašanja, po drugi strani pa za bolj organizacijsko-logistična vprašanja. Po neuradnih podatkih naj bi klicatelj, ki je povzročil rekordno dolg pogovor, bil kar Jelko Kacin. Ta jih je želel v 90 minutah samo na hitro okregati, zakaj še niso precepili vseh starostnikov in zakaj cepilni centri še vedno ne uporabljajo njegove aplikacije. Pa je pa še vprašal, če slučajno kdo ve, kam je spravil svojo pisano polo majico. Ker se bliža poletje, pa bi jo počasi pripravil. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.